Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o kundalini efektu, o super brain jogi, o prvi in drugi čakri in tudi o razraščanju te sluznice materničnega vratu oziroma maternice v trebušno votlino, se pravi fibromialgija. No, v glavnem, zdaj, če gremo najprej na kundalini efekt oziroma sindrom, kaj je to? Zadnjič sem že govorila, da ljudje, ki ne čistijo kristale, se jim lahko zgodi, da imajo kontraefekt in v bistvu namesto, da bi se jim povečala energija, postanejo še bolj utrujeni in prav kundalini efekt oziroma sindrom je nespečnost, psihična nestabilnost, težko se skoncentriraš, hitro popeniš, bolečine, ki se selijo po telesu, povišan krvni tlak in pregrevanje telesa. In zdaj, kaj narediti čisto enostavno, kako pognati energijo iz prvih čaker v glavo? Obstaja super brain joga oziroma v slovenščini super možganska joga. To bi bil slovenski izraz. Se pravi, kaj delate pri tej jogi? V bistvu telovate. Desno roko date čez levo, takole, lejte, mora biti levo od spodaj, desno čez, se primete za ušesne mešičke, takole, in potem delate počepe. Najboljše zjutraj začeti, recimo, ko delate tibetanske vaje, pa naredite še par počepov. Ali čez dan, ko vam enostavno pade koncentracija, ko imate meglo v glavi, ko se ne morete zbrati, naredite nekaj počepov, super brain joga, v glavnem. Ko počepnete, je takrat vdih, se pravi, vdih, vdih, izdih. V glavnem, gledajte, to boste mogli sami naštudirati. Dejstvo je, da tisti, ki delate tibetanske vaje, oziroma jaz jih delam, vidim, da imam velike težave, ker je ravno nasprotno dihanje. In tudi načeloma pri jogi je ravno nasprotno dihanje. Tibetanske vaje, ko recimo napor, takrat vdihneš, takrat, ko sprostiš, takrat izdihneš. Tukaj pa ravno obratno. V glavnem, od kje izvira super brain joga? Izvira iz Indije. Kakor sem gledala neke posnetke, dejansko so kaznovali otroke na ta način, da so mogli delati počepe. In ti otroci so potem dejansko učitelji začeli spremljati, kaj se dogaja z otroci, ki delajo počepe oziroma ki delajo to super brain jogo. Za 30% se jim je izboljšal učni uspeh. A si lahko predstavljate, kaj je to? Se pravi, to boljš kot vsako prehransko dopolnilo, kot super hrana, ker dejstvo je, da energija iz prvih čaker jih spraviš v možgane. Na tečajih pranic healinga so recimo tudi razlagali prav pri prvi čakri. Prva čakra, recimo otroci, ki so hiperaktivni, imajo hiperaktivno prvo čakro. In dejansko te otroci bi mogli spraviti energijo v možgane. In če bi delali super brain jogo, pomeni, da bi se ta energija po hrbtenici spravila v možgane. Prav s temi počepi se to zgodi. Tako da, tukaj je rešitev za vaše nemirne otroke, tukaj je rešitev za vaše možgane, takrat, ko vam grejo misli po svoje, in dejstvo je, da na ta način imate pol več energije in se dobro počutite. Zdaj pa, če gremo naprej na prvo in drugo čakro. Sploh druga čakra, danes sem, ko sem šla v trgovino, gledala, po pločniku šla ena gospa in je hodila tako kot kriv koloj. Ona je v bistvu tako se premikala, oziroma, veste, kako se je premikala? Kot robot. In se reka, joj, ta gospa ima čisto blokirano prvo in drugo čakro, ima kot obroč okrog in logično trda kolena. Ker kolena, kogar pa bolijo kolena, je pa to točno povezan s spolno čakro. Zdaj vam pa povem eno zgodbo. Potem, ko sem se pač odselila od bivšega moža, in ena gospa je potem leta in leta se poznamo in rekla, joj, Minka, pejva na eno kavico. In midve greva na kavo in mi začne govoriti, Minka, kako si to mogla, bi pa ja potrpela. Pač generacija mojih staršev. In sem rekla, pač
Dejstvo je, da če ne bi naredila premika, bi jaz začela pešati moje zdravje, ne, ker sem bila že 3 tedne brez glasu. In nakar ona začne jamrati o zdravju, kako jo kolena bolijo, kako ne more hoditi, kako. Ja, seveda poznam tudi jaz njeno zgodbo. Poročena je z moškim, ki je nima rad, živita skupaj, pristala sta skupaj v tem življenju in na pomal se ves čas prcata med sabo. In normalno obsoja vse, ki naredijo korak, ampak dejstvo pa je, da njej telo jo je pa že zdavno pripravilo do tega, da bi mogla narediti korak, da je kje je ranjena, boleča kolena, se pravi, ranjena je kot ženska, spolna čakra. In recimo, no zdaj pa naprej mi grejo misli, zanimivo je, ravno tako na teh tečajih energijskega zdravljenja, Master Hector je razlagal, da je nekoč imel neko predavanje v nekem samostanu na Tajskem, Filipinih, v glavnem nekje na vzhodu. In potem, ko je bil nek odmor, oziroma ko je bilo konc, se je sprehodil po tem nunskem dvorišču oziroma pokopališču tam zadaj. In je prišla prednica in jo je spraševal, zakaj so vse te nune umrle. In po večini so umrle zaradi raka na rodilih. In je rekel, a veste, zakaj se je to zgodilo? Zaradi tega, ker je prepričanje teh nun bilo, spolnost je grda, se pravi blokada na spolno čakro. In zdaj vsi tisti, lejte, moja generacija in starejši, ki ste bili ali pa ki smo bili vzgajani, da so določeni deli telesa, da se jih ne smeš dotikati, da je to dejansko greh. Nam jaz nikdar pozabila, mogoče sem bila v 1., 2. razredu pri verouku, je razlagal župnik nekaj o samozadovoljevanju, da je to greh. Jaz nisem pojma imela, o čem on sploh govori. Res nisem imela pojma. Mogoče sem bila starejša, ampak mi je bilo res to, o čem on to govori. In glejte, kdor ima prepričanje, da je en del telesa grd, da se ga ne smeš dotikati, ženska, glejte, vaše telo je vaše, se vam ne zdi. In nekatere ženske rečejo, ja veš, pa v poslih tako pa mož bolj zase poskrbi. Ja pa čakaj, saj imaš 2 roki, a? Pa se sta tvoji, jih lahko uporabiš. Se pravi, ni en del tvojega telesa tisti, ki se ga pa ne smeš dotakniti. Vse je tvoje, a je to tako? Zdaj, druga stvar pa je, dovolite zlorabo, a ne? Tudi dejstvo je, da ogromno teh zadev, danes sem govorila mojim otrokom eno zgodbo pač od enega para, kako je, o detektivih smo se pogovarjali. Kaj sploh delajo detektivi? In pač je rekla ena hčerka, da je njen sošolc, da pač na neki fakulteti, kjer imajo prakso z privat detektivi. In privat detektivi reka, to ne raziskujejo nič pomembnega, ampak tam nekje sta visela cel dan, ker je žena najela pač detektiva, da je preverjal moža, ki skače čez plot. Ja, je rekla, sploh rabiš take zadeve. In sem pa eno zgodbo drugo povedala, ki jo poznam. Zdaj, če gledamo, nekdo, ki rabi detektiva, lejte, zaradi skokov čez plot svojega partnerja, se pravi, da samo pomisle na to, da lahko skače nekdo čez plot in je neiskren, pomeni, da je že razpad ali pa ne prepad v njunem zakonu. Veste, ne? Zdaj pa ena stvar. Tisti, ki laže, bo vedno rekel, daj no, fantaziraš, kaj se ti dogaja v glavi. Verjemite mi, če imate občutek globoko v sebi, da nekaj ni v redu, sledite temu občutku, to je resnica. Zdaj pa druga stvar, a lahko z mišičnim testom preverite za drugo osebo? To je odgovor ne. Poglejte, če se jaz zdaj postavim, sem že večkrat govorila o mišičnem testu, da predkrižam roki, zato prekrižamo roki tudi pri super brain jogi, zato da povežemo levo in desno polovico možganov. No in ravno tako, zdaj tudi lahko levo pa desno. V glavnem, pri super brain jogi pravijo, da je pomembno, da daš desno roko čez levo, načeloma prekrižate roki na prsih, zamižite, globoko vdihnete, če imate napete rame, zmigate rame in rečete, moje ime je, in če jaz rečem Minka, grem naprej.
In če jaz rečem, moje ime je Janez, grem nazaj. Se pravi, to je zame neresnica. Zdaj pa mišični test. Če bi jaz imela partnerja in da recimo sumim, da me vara, a jaz lahko z mišičnim testom preverim pa rečem, moj Janez me vara in grem naprej. Glejte, če jaz grem naprej, je pravilno vprašanje, jaz sumim, da moj Janez me vara. In to je moje prepričanje. Ni pa nujno, da je to resnica. Lahko sem bolestno ljubosumna in si ga lastim in ga hočem imeti za sebe in ga ne želim spustiti. In vsaka stvar, a veste, mogoče si pa moja duša prišla predelati lekcijo ljubosumja, spuščanja, dovolj partnerju svobodo, tudi na račun tega, da ga zgubim. Ker nekoga, ki ga ljubiš, mu dovoljš, da leti. A je to tako? No, tako da v glavnem, zdaj pa če se vrnem nazaj na začetno, to, kar sem rekla na začetku, da bom govorila še o fibromialgiji, ki je pa ravno tako povezana pač s spolno čakro. Kdaj se lahko zgodi, da pride do avtoimunih obolenj? Poglejte, vsa avtoimuna obolenja so povezana s potlačenimi čustvi. Vsa. Od prve stvari do zadnje. Zdaj pa je to težave s ščitnico, ali je rak, ali je pritisk, ali je holesterol, ali pa fibromialgija, ali pa bolečina v mišicah, karkoli se zmislite, vse je povezano s čustvi. Se pravi, zadaj je nekaj, kar imamo za predelati, nek potlačen stres, ki v našem telesu povzroča potres. Ta potres logično stresni hormon porabi vse hranilne snovi, ki jih naše telo porablja, ali uporabi za dobro počutje in zato nujno potrebujemo seveda več D-vitamina, več B-vitamina, več magnezija, več kalcija, potrebujemo omego 3. Zdaj, da bo bolj enostavno, zakaj vam želim to razložiti, ker ne želim, da tako vse rabim. Ne. Pri avtoimunih obolenjih je najbolj pomembno imeti antioksidante in pomembno je, to sem vam že razlagala, da upoštevamo to prehransko piramido. Se pravi, temelj je razstrupljanje, jaz upam, da kaj vidite iz tega, tale moj flomaster bolj slabo piše. Prvo je razstrupljanje, sem spada kalcij. Potem rabimo B-vitamine, to je formula 4, potem rabimo zaščitne snovi, to so karotenoidi, flavonoidi, cruciferus, najdete na moji spletni strani, potem rabimo dobre beljakovine in potrebujemo omego 3. Tole s tem ne bom daleč prišla, boljš da druga vzamem, se pravi omega 3, beljakovine, tukaj so ščita, B-vitamini, pa kalcij, magnezij, D3, pa probiotiki. Probiotiki, samo da vam pokažem, poglejte, kako grejo stvari, se pravi, to je temelj, iz vsake kategorije je potrebno po eno stvar vzeti, lahko sicer več, in kdor ima raka, vzame trojčka, se pravi karotenoid, flavonoid in cruciferus, 3-krat na dan po 3, se pravi, da se imunski sistem sestavi. No, zdaj pa prav pri fibromialgiji, ko je pa razraščanje sluzi oziroma sluznice v trebušno votlino, pa rabimo zajeziti to poplavo, to pa naredimo z omego 3, naredimo s silicijem, z D3 vitaminom in, to je najbolj pomembno, D3 vitamin velike količine od 3000 mednarodnih enot naprej, potem potrebujemo, seveda, tudi B-vitamini so potrebni, v glavnem te nasvete za avtoimuna obolenja najdete v knjigi Ko ima življenje žur. Tukaj noter boste najdeli vse te nasvete, kar se tiče avtoimunih obolenj, ni važno katero avtoimuno obolenje, ampak v glavnem rabite vedno iste sestavine. Sej 1000 mg omega 3, sej 1000 mg C-vitamina, če želodec prenese in seveda sej veliko več kot 1000 mednarodnih enot D-vitamina, bolj 4 ali 5000 mednarodnih enot D-vitamina. Da se D-vitamin dobro veže, potrebujemo naprej kalcij in seveda za živčne povezave nujno potrebujemo tudi B-vitamin, zato je formula 4 tukaj kar ključna. Ne rabite vsega, rabite pa nekaj ključnih zadev, ki bo spodbudali delovanje vašega telesa. Tako da, a zaključimo s pozitivno mislijo, da vidimo.
kaj nam Sparto sporoča za danes. Kakšno je sporočilo? Zdaj tukaj imam sicer nemške karte, ki so enake kot slovenske, prehod v novo dobo, pa da vidimo, kaj pride ven in pride čiščenje preteklosti. Kje imam jaz knjigico? Čiščenje preteklosti, da vidimo. Ker vse to, osvobajam se starih vzorcev, vse se zgodi z nekim namenom. Ozaveščam, blagoslavljam in grem naprej. Zaupam vase in to zmorem. V meni je moč spremembe. Moje srce se zdravi, ko grem v naravo k vodi in vanjo zmečem kamenje svoje bolečine, ko objamem drevo. Solze čistijo mojo dušo, vse je tako, kot je prav. Zaupam. No in dejstvo je, da prav prva pa druga čakra sta točno povezane s tem, da smo obtičali, da ne zaupamo procesu življenja, da se oklepamo bolečin, da se oklepamo tistega, kar bi že zdavnaj mogli spustiti in da dovoliti, da odide, pa ne zmoremo. In ko enkrat, je šla hrvaška beseda čez mene, skužimo, se pravi, ko enkrat nam pade na pamet, kaj je naša lekcija, takrat je lažje. Tako da v glavnem, kaj nas življenje uči, predvsem delati korake naprej. In takrat, ko nas močno bolijo kolena, toliko, da niti super brain joge ne moramo delati, to pomeni, da se res nekaj globokega čisti in da nas hoče življenje prisiliti do tega, pa daj naredi že ta korak naprej. Tako da, veselo korakajte. Življenje je ena taka zanimiva pustolovščina. Uživajte.